Ekotržnica v Mariboru. Ona nekaj ima spodaj, pa zdaj imam vodo dol, pa paradajz, pa zubi. Ja, lepo. Trgo jurke za 8 evrov. Evo pa 30. Pa še 5. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Vsak teden prodajate tukaj na ekotržnici v Mariboru? Ja. Koliko let že? Kako dolgo obstaja to? Kaj ti vem, koliko let že obstaja to? Več kot 10, ne? Več kot 10. In kakšno je kaj povpraševanje? Imate redne stranke? Ja, tudi. In ste zadovoljni potem z prometom na koncu dneva? Čas je, čas je ne. Pa da opažate, da je kaj manj povpraševanja z leti ali več? Manj. Manj? Pa zakaj mislite, da je tako? Ker ljudje nimajo denarja. Vi pa to vse imate ekološko predelano? Ja, jaz sicer prodajam za kmetijo Heller. Iz Dupleka? Ja, ja. Hvala lepa, dosti uspeha. Pozdravljeni, gospa. Vi ste iz kmetije Marko? A kupec? Redno kupujete na tržnici? Ste zadovoljni z izdelki? Ja. Švarko, kislo, kako imate? Vidiš mojčika? Treba to. To je trda pa kislo. Se to dobro? Ja, zeme. Pa vi ste tam zem tako. Ja, zele. Če ima kakva lušna pije, pa vidi. Vejo vitaminke. Vse te ulice, in? Dobar dan, gospod. Adijo. Vi ste z turistične kmetije Marko? Ja. Že dolgo prodajate na tržnici? Ja, od malega. Od malega. Kaj pa na tej ekotržnici v Mariboru? Ja, nek 15 let. 15 let? Ja, od začetka. In kakšen je kaj promet? Ja, fino. Zakaj mislite, da se ljudje odločajo, da tukaj pri vas kupujejo, ne pa v velikih trgovskih centrih? To, ker to je domača predelana hrana. Pa so zaradi tega imate kaj višje cene? Ne, isto imamo kot dovod. Glejte, za 3 evre imate gospa 3 evre. 3, ne? Sevilja je sigurno tak za prav. Pozdravljeni. Odkot prihajate? Z Dupleka. Že dosti let prodajate na tej tržnici? Tudi, kar smo začeli, prodajam pa že 70 let. Veste, koliko sem že stara. In kako se vam zdi glede kupcev, pa to jih je kaj več, kot jih je bilo včasih? Več dajo na to ekološko pridelavo, na domače? Dosti več. Pa imate redne stranke ali tudi kakšni naključni mimojedoči se ustavijo pri vas in kupijo?
Ampak česa je več? Redno prihajajo ljudje? Ne več redno, starejših kot penzionistov, ker ne več. Pa kakšne so kaj cene? Nižje, višje kot v trgovskih centrih? To jaz ne vem, kak so v trgovci, ker v trgovine ne hodim. To pa so tak primerne. Ja, Pa se vam dopade ta lokacija tukaj? seveda. Na trg idete pogledati. Ja, bodo vedno na trg, ni danes. Mnogi hodi, vsem več, koliko jaz vem. Dober dan. Dober dan. Vi kupujete na ekološki tržnici? Tudi včasih, ja. Zakaj? Zato, ker so to domači pridelki, ki so bolj dobri kot oni iz trgovine. Predvsem zato cenovno niti niso toliko ugodnejši. Hvala. Še kaj? O, gobe. Pozdravljeni. Vi prodajate tukaj gobe, pa me zanima, kje jih dobite. Gojite gobe. Pa že dosti let prihajate na to mesto z vašimi izdelki? In kakšno je kaj povpraševanje? Imate redne stranke? Ste nasplošno zadovoljni? Kaj opažate skozi leta? Je več kupcev, manj? To pa bi lahko vzrok ležal kje, po vašem mnenju? Hvala lepa. Pozdravljeni, vi ste s kmetije Pulko? Vidim, da imate kruh, domači kruh, to sami pečete? Vsak teden pridete? Sredo in petek. In kakšno je kaj povpraševanje po vašem kruhu, po vaših domačih pekovskih izdelkih? Ja, so se ljudi kar navadili in pogrešajo, če nas ni tudi. Pa imate redne stranke ali? Ja, tudi kar precej. Kaj pa kostanji, odkot so? Tudi iz naše kmetije. Pa vse je ekološka pridelava? Najlepša hvala. Dober dan. Sadjarska kmetija Vogrin. Kaj ponujate? Ponujamo sadje, sadje, Vse ekološka pridelava? so integrirane. Ste zadovoljni s prometom? Lahko je bilo boljše, nismo najbolj. Pa bo še boljše, če bi ljudje razumeli, kaj je integrirano. Ne? Seveda. Smo prepričani, Hvala. da se Dober dan. Vi ste kmetija Cebe Bašič? Ja, Že dolgo hodite na to tržnico ponujati vaše izdelke? vsega začetka, ja. In skozi leta, kako se vam zdi, da je večje povpraševanje? Ljudje več dajo na to, da je domače, da je ekološko pridelano? Nekateri ja, nekateri ne. Čisto odvisno tudi od samih finančnih sredstev. Pa imate redne stranke ali večino kupcev predstavlja naključni? Večina so redne stranke, ja. Ste pa nasplošno zadovoljni s prometom ali menite, da bi
Ja, no, lahko bi še se mogoče malo povečal, ampak še kar je, no. Ne smem se pritoževati ravno. Kje pa še drugače ponujate vaše izdelke? Dol na glavni tržnici, Vodnikov trg. V soboto. V soboto, ja. Prej, ko pa ni bilo tu tržnice, smo pa bili redno dol tudi vsak dan od začetka, ne. Pa je mogoče vaše izdelke kupiti tudi pri vas doma? Ne, doma nimamo prodaje, ker nas je premalo ljudi za delo, tako da ponujemo na tržnica 3-krat tedensko. Najlepša hvala. Dober dan. Ste prišli na tržnico? Ja, smo prišli malo pogledati. Redno kupujete na ekološki tržnici? Da, tu pa tam daj. Ponavadi na Tezno kupujem, ker tam je bolj blizu, ne. Če pa grem v mesto, pa potem tukaj kupim. Zakaj pa se odločate za nakup izdelkov na tržnicah in ne v nakupovalnih centrih? Zato, ker je bolj domače. Date veliko na to, da je... Zelo. Kar se največ da, jaz kupim, ne. Tak da je. Ne, ker se že tak bolam. To pa še. Ne zaupam preveč, ne. Najlepša hvala. Naslednje. Pozdravljeni. Odkot prihajate? Kaj ponujate? Prihajamo iz okolice Šumarja pri Jelšah, ponujamo zelišča v oljčnem in sončničnem olju, tinkture, nekaj malega kompota, smrekove vršičke, pražena semena. Izvolite poskusiti. Kakšno je pa kaj povpraševanje ljudi po vaših produktih? Lahko rečem, da povprečno. Pa opažate skozi čas, da se je interes povečal ali nasprotno? Ja, zdaj, kot smo tu na tej tržnici v Mariboru najmanj 14 let, se je interes povečal, ampak ni se pa povečal bistveno, da bi bilo na mesto 2000 kmetov vsaj 200 000 kmetov. To je res. Večjo se pa ni zaradi tega, ker trgovinske verige še vedno prodajajo gensko manipulirano strupeno hrano po zelo nizki ceni, katera je uvožena recimo z Kitajske, Kanade in najbolj gnile države na svetu Amerike. Ljudje so pač tudi v neke vrste materialni stiski ali denarni stiski, da pač kupujejo tako imenovano ceneno gensko strupeno hrano. Pa so pri vas cene kaj višje kot v trgovskih centrih za te biološko pridelane izdelke? Ker tudi to se tam že ponuja. Ja, seveda se ponujajo. To, kar mi ponujamo, to so že ponujali v Nemčiji, Ameriki, recimo pred 40 leti. Cene so, naše cene so malo više, zaradi tega, ker je povprečna kmetija v Sloveniji 4,2 hektarja, v Ameriki je pa recimo od 400 hektarov naprej. Razlika je. Kako pogosto pa pridete sem prodajati? Enkrat na teden, že najmanj 14 let. Pa imate redne stranke ali opažate, da kupijo tudi naključni mimoidoči? Nekaj kupijo naključni mimoidoči, nekaj pa tudi rednih strank. Tak, ne bomo že v redu bilo, ne? Korenček, tako kak vi jete. Čete kaj bo? Ja, lahko korenček tudi narežemo. Učnica. Učnica s čemažem. Po čem imate vi čemaž? Tam ona je rekla 3 pa. Mi imamo toti kozarček 3,5. Jaz bom tisto imela, tiste... Že probo, kde je to? Ja, mislim. Lahko še to povemo. Imamo društvo za razvoj miroljubnega kmetijstva, katero temelji, da se vsi pridelki, kako bi rekel, če je potrebno, obnovijo samo z veganskimi, kako bi že rekel, gnojili. To se pravi, naprimer, list je trava, pa kakšna odpadna veganska hrana. Ne sme vsebovati
naprimer gnojilo ali komposta, karkoli že dajemo v našo površino, ne sme vsebovati živalske izločke. In vsi naši člani je predpogoj, da so vsaj vegetarijanci. Drugače ne morajo biti člani našega društva. Kje pa vas najdejo? Najdejo nas lahko tudi na tem naslovu www.razvoj.org. Ostrožno pri koniki je pa sedež. Bilo je slišati, da bi naslednje leto na Nobody the Jam festivalu, v okviru katerega bo organiziral vegetarijanski piknik, tudi vi ponujali svoje izdelke. Ja, lahko ponujam, zakaj pa ne? Tako da je bilo že nekaj dogovorov v zvezi s tem. Vi me povabite, če hočete, jaz ne bo vesen. Se večkrat udeležujete takšnih piknikov in takšnih prireditev z vašimi izdelki? Od Altermeda naprej do raznih piknikov, če jih kakšno društvo organizira. Ali lahko posameznik. Bi mogoče kaj sporočili potencialnim kupcem? Jeste vegansko, ker vegetarijanska hrana je strupena. Mesna hrana je še pa neprimerno bolj strupena, ker povzroča obilo psihičnih težav in tudi fizičnih težav, kajti vse bolezni izvirajo izključno samo iz duše. Kaj pa to pod vegansko hrano mislite? Veganska hrana je hrana, katera je pridelana samo iz rastlin. Tu padajo jajca, mleko, med in ostali strupi. Ostala strupena vegetarijanska hrana. Tako da potem temelji samo na rastlinah, sadju, oreščkih? Ja. Se vi sami tudi na takšen način prehranjujete? Ja, v glavnem. Mesa že ne jem več kot 18 let. Kadar pa si zaželim kakšen košček sira, pa ne mučim svojega fizičnega niti psihičnega telesa, grem v trgovino, pa si kupim par dek sira, recimo enkrat na mesec maksimalno. Drugače pa vegansko? Drugače pa vegansko. Pa opažate zaradi tega kaj manj energije, ker pač... Ne, energije ima človek bistveno več, če je izključno vegansko, biološko pridelano hrano. Mi govorimo o vegansko, ekološko pridelani hrani, ne o vegansko, konvencionalni strupeni hrani, katera izključno temelji, naprimer za solato in paradižnik imam dokaze, da rastejo samo iz kemikalij in vode. Torej vi ne jete solate, paradižnika, katero zelenjavo pa potem? Solato, paradižnik jem, kadar je sezona, ampak se trudim ga jesti čim manj, ker to je razhodnik in paradižnik ni hrana Evrope. Tudi fižol ni hrana Evrope. V Sloveniji se ogromno fižola, ampak to ni hrana Slovenije, niti Evrope. Torej najbolj zdravo, po vašem? Sočnica edina za Slovenijo je bob, katera je v 16. stoletju prehranila celo Evropo. Če ne bi bilo stročnice boba, bi bilo toliko in toliko 100 milijonov spet več mrtvih. Kaj pa krompir? Krompir tudi ne. Krompir je uvožena stvar iz Južno-Latinske Amerike. Vse jemo kup enih stvari, ki ne spadajo niti v Evropo, kaj šele v Slovenijo. In to je slabo za človekov organizem, da se prehranjuje z prehrano? Ne bom rekel, da je slabo, ampak ni nikakršni koristi, ker ima druga nihanja. V genih so druga nihanja zapisana, katera ne spadajo za našo zemljepisno višino in širino in tudi ne v našo fizično telo. Torej priporoča se po vašem mnenju uživati hrano, katera je predelana recimo v primeru nekaj kilometrov tam, kjer pač živimo. V radiju so nekaj kilometrov. Kaj pa ti vrtički okoli hiš pa to potem? Ja, če je to oddaljeno od cest, da ni preveč onesnaženosti, tudi vrtički pridejo prav zdaj za časov gospodarske krize. Najlepša hvala. Malenkost. Ja, ali pa lahko snite tako. Pozdravljeni. Zdravo! Vi prihajate iz ekološke kmetije Zupanič? Ja. In ponujate kaj? Kakšne izdelke? Ponujem mlečne izdelke, večino kozje, to je sezonska, tudi zelenjava, sadje in sadni izdelki. Kaj pa je vaš najbolj prodajan produkt? Kozje izdelki.
Pa kaj imate, redne stranke ali naključne mimoidoče? Kdo se odloča? Večino so redni stranki, ja. To so torej ti mlečni izdelki iz kozjega mleka. Te so mlečne iz kravjega. Kravjega? Kozjega mleka zdaj ni več, ker to je samo sezonsko. Od kdaj pa do kdaj? Marca do oktobra. Konec oktobra približno. Tako da ravno je konec sezone. Ravno konec. Kako ste pa zadovoljni, kaj s prodajo tukaj? Ja, v redu, ja. Že dolgo Vidi je kriza, je malo, ampak je še vedno gre, ja. Pa že dolgo ponujate vaše produkte tukaj? 10 let smo tu na tej tržnici. Najlepša hvala. Hvala. Mi je prav pisalo. Dober dan. Ekološka kmetija Pohorka? Je. Kaj vi ponujate? Kaj je vaš najbolj prodajan produkt? Po čem ste znani? Da zdaj vprašate, ker naša gospa Marija, torej iz kmetije Pohorka, je prisotna nekje telovadi okoli. Se lahko vi povete? No, torej, ona, torej ponujamo zdaj konkretno sadje, jabolka, kukine, potem zelenjavo, pekovske izdelke iz pirine moke, pito, venčki, ki imajo noter orehova, malo medu, žemljice, potem rdečo peso, zelišča, to nekaj malega, hruške, tepki, ki so za kuhanje, potem imamo tam suhe. Gre pa za domačo pridelavo vse? To gre vse za domačo pridelavo, s tem, da pač nima žit, torej da nimam žit, ne, ampak seveda se tisto se ne kupi, ne, in seveda se pokriva vse ekološko z certifikati, ne. Kaj pa je to? Konkretno pekovska. Tole je jabolčna pita, brez dodanega sladkorja, brez jajc, osnova, torej testo je pa iz pirine moke. In ste zadovoljni z prodajo tukaj? Že dolgo let prihajate? Že kar nekaj let, ja, to je kar čez, kar rekli, 15 let, ne, tu nekje, ne. In kaj opažate skozi čas? Je večje povpraševanje po teh izdelkih? Kak se vzame, ne, je pa ni, ne, je pa ni. Razveseljivo je recimo to, da so mlade družinice, ki prihajajo, ne, tako da... Menite, da so bolj ozaveščeni o tem zdravem načinu prehranjevanja, ekološko pridelano z manj dodatki? Bi rekla, da kar, ja, da kar. Vedno bolj se to se opaža, ne. Tako da sploh družinice z malimi otroci, ne, izredno, ne, je kar nekaj stalnih, pa pridejo novi tudi, ne, to je razveseljivo, ne. Najlepša hvala. Nekaj želimo lep dan. Enako, hvala. Lepa. Dober dan, vi prihajate odkot? Iz Svetih treh kraljev, iz Benedikta. In kaj ponujate? Sladkarije, piškote, razne kruhe, rogličke, zelišča, začimbe, kosmiče, moke. In kakšno je kaj povpraševanje po vaših izdelkih? Ja, je bilo že veliko boljše. Tam nekje od 2008 do 2010 je bilo veliko boljše tudi danes. Zakaj menite, da se je zmanjšalo? Mogoče se je zmanjšala kupna moč občanov, mogoče so premalo informirani, osveščeni. Že dolgo prihajate sem z vašimi izdelki? Ja, od aprila 2005. In to vse sami pečete iz doma pridelanih? Tako, to je vse iz doma pridelanih žit, to je vse iz naših njiv. Žita so naša, jajčka so naša,
orehi, sadje, sezonsko, vse to je naše. Dokupimo samo sladkor, pa kakšne takšne dodatke, ki jih v Sloveniji ni. To je naprimer kaj? To je naprimer margarina, potem je vinski kamen, potem je kakšen kokos, čokolada. To bi bilo to. In ste nasplošno zadovoljni z prodajo? Veste kako, tukaj niso pogoj samo materialni dobrine, denar. Tukaj je tudi naša miselnost, delamo za srcem, dobro voljo prosimo in to je dobro. Najlepša hvala. Malenkost. Kdo bo snad? Iz Ljubljane, da bi prišla, da bi samo še kako pokazala, ne? Pa zdaj, če še koga, slučajno ti veš, ko ima... Dober dan. Dober dan. Vi ste kdo? Odkot prihajate? Kaj ponujate? Kaj ponujam? Zelenjavo, kislo repo, sojine namaze, klobase, meso sveže. Kmetijske pridelke pač. Prihajate pa odkot? Iz Voličine. To je Voličina pri Lenartu, ne? Tukaj imam certifikat, prikaz naše živine. Koliko let pa že prihajate sem z vašimi izdelki? Od leta 2000. Smo v ekološki pridelave. In ste zadovoljni z prodajo? Zelo, ker hočemo zdravo živeti, pa zdravo hrano ponuditi našim potrošnikom, ne? Hvala lepa. Ja, prosim. Pozdravljeni. Dobar dan. Odkot prihajate? Kaj ponujate? Zaradenec, imamo pa pretežno zelenjavo. Kaj pa je vaše sporočilo kupcem? Zakaj kupovati na ekološki tržnici in ne v velikih... Zato, ker je to dokazano, da je to najbolj zdrava hrana. Je pa vse ekološko pridelano, predvidevam, ne? Cela kmetija je ekološka. Pa se da vaše izdelke še kje drugje kupiti ali... Ja, nekaj doma prodajamo tudi, pa prek zelenjavnih košaric na zbirnem mestu pred kmetijskim glasnim zavodom. Četrtek. Hvala lepa. Kdo si, zakaj te to zanima? Smo iz subkulturnega azila, za SITV delamo krajši prispevek o ekološki tržnici. Poznate mogoče? Ne, ne poznam. Dober dan. Če vidiš v tem smislu, potem lahko. Odkot prihajate? Z Bočkega Pohorja. In kaj ponujate? Na to, kar boš posnela, kar se vidi, če bi prišla pa bolj spodaj, bi pa zares bilo videti, kaj ponujemo. Že več let prihajate sem? Že od začetka, pravi 12 let. Pa se da vaše izdelke še kje drugje kupiti ali samo tukaj? Ja, se da, na domu. Na vaši kmetiji, torej na Bočkem Pohorju. Hvala lepa.